Hojla, Maruša, tukaj iz edogodek.si. V temle video vodiču vam predstavim novo orodje v Zoomu, ki je prišlo s posodobitvijo v juliju 2021. Tudi tole še bom posebej opozorila, snemam avgusta 2021, kar pomeni, da se lahko, mogoče, če boste kdaj kasneje gledali ta posnetek, mogoče ne bojo zadeve čisto enake, ampak predvsem gremo v to, da pogledamo, kaj sploh Zoom appsi so in pa kako se jih pravzaprav inštalira oziroma kako se jih vklopi. Zdaj, preden si pogledamo video vodič, res en tak disclaimer. Gre za tehnični video vodič, za zelo, bom rekla, tehnično zadevo. Tudi Zoom appsi so majčkeno bolj napredno orodje, ki je predvsem, bom rekla, v veliki meri bo predvsem uporabno predvsem tistim, ki delate majčkeno bolj interaktivna, vključujoča, dinamična, virtualna srečanja oziroma srečanja na daljavo s pomočjo Zooma. Zdaj, to so lahko pač neke delavnice, izobraževalne delavnice, neki sestanki, strateški ali pa neki brainstorming sestanki in te zadeve. Tako da bi vas jaz na tem mestu povabila za vse, ki vas, bom rekla, ta princip dela, ne, to se pravi, ne pač ta tehnična plat, ne, ker tehnična plat v bistvu sledi temu, ko enkrat znamo razumeti princip, pač sam princip delovanja pač nekih takih dinamičnih zadev in tako naprej. Vas vabim, no, da si ogledate na edogodek.si pošiljnica facilitiraj oziroma facilitiraj lepo, če izgovorimo, ne, torej edogodek.si facilitiraj, si lahko pogledate eno kratko, brezplačno mini predavanje o tem, kako v bistvu do učinkovitih pa vključujočih teh dinamičnih spletnih delavnic s pomočjo videokonferenčnih sistemov. Evo, zdaj pa skočimo na Zoom appse. Kaj sploh so, oziroma kdaj nam pridejo prav, ne? Gre za to, da v bistvu v Zoomu do zdaj smo bili omejeni, ne? To se pravi, lahko smo prezentirali zadeve, lahko smo imeli chat, belo tablo in tako naprej. Čim smo pa hoteli neka interaktivna orodja, bodisi za sodelovanje, ali pa recimo že samo primerček, mogoče timer, ne? Timer, če smo ga hoteli vklopiti, smo morali iti na zunanjo aplikacijo, torej dobesedno ven iz Zooma in izven Zooma vklopiti to aplikacijo oziroma pač ta program prikazati na spletni strani in potem iti nazaj v Zoom in deliti ekran in tako naprej, ne? To zna biti včasih malo, bom rekla, zahtevno, malo potratno, časovno in tako naprej. Druga stvar je pa bila predvsem ta, ne toliko za izvajalce kot za udeležence, da pri kolaborativnih orodjih, torej pri tistih, kjer so oni sodelovali, ne, kjer so neke aplikacije, kjer morajo oni gor vpisovati, naprimer neka tabla in tako naprej, so tudi oni morali iti ven iz Zooma, ne, in je bilo to pač včasih potem pač zoprno, ker se udeleženci izgubijo ali pa kakorkoli, pa tudi v končni fazi mi izgubimo to sliko, to se pravi, ne vidimo udeležencev, ne, ko grejo udeleženci ven, pa mi gremo recimo ven in jih ne vidimo, tako naprej, ne. Skratka, te appsi nam zdaj omogočajo, da ta orodja, ki so sicer izven Zooma, da so zdaj integrirana v Zoom. To se pravi, te aplikacije so zdaj praktično del Zooma, in v bistvu na ta način dobimo pač, bom rekla, neke vrste popestritev dela oziroma v primeru kolaborativnih orodij pač je tudi to olajšano delo. Zdaj, tukaj mogoče preden štartamo z video vodičem, naj opozorim to, nekatera orodja, nekatere aplikacije, ki so, to se pravi, v bistvu Zoom ima to, bom rekla, zdaj neko nabirko teh appsov, ki so na voljo, ki se jih da integrirati, skratka, ni zdaj kar tako, da bi se mi za vsako stvar, ker eno orodje spomnili, pa bi ga integrirali. Torej, gre za nabor orodij, ki se bo seveda najbrž tudi povečeval še sproti. Je pa tako, da ena orodja so recimo res, bom rekla, preprosta, enostavna, so recimo, ne vem, timer, kot boste videli v nadaljevanju, kjer ga v bistvu samo pokažemo, medtem ko druga orodja so pa res majčkeno bolj kompleksna in zahtevajo v bistvu tudi poznavanje samega osnovnega orodja, ne. Kot boste v nadaljevanju videli, bom pokazala recimo aplikacijo Miro in ta aplikacija že sama po sebi zahteva, da jo vi obvladate oziroma da jo poznate kot aplikacijo, potem pa v bistvu pravzaprav lahko z njo operirate znotraj Zooma. Torej, prva stvar, ki jo boste potrebovali, če hočete delati z Zoom appsi, je to, da v bistvu uporabite Zoom aplikacijo, ne. To se pravi, na svojem računalniku morate imeti nameščeno Zoom aplikacijo, torej tegale Zoom klienta, pa seveda morate imeti svoj račun. Zdaj, ni treba, jaz bom sicer kazala na računu, ki je plačan, plačljiv, kako ne rečem, na pro računu, vi pa lahko, deluje pa zadeva, sem preverila, tudi deluje na basic planu, to se pravi na tistem brezplačnem, kar pomeni, da v bistvu testirate zadevo lahko
že tudi na brezplačnem, to se pravi, če nimate licence. Zdaj, prva stvar, ki jo naredite, seveda, je to, da v bistvu naredite update, če ga že dolgo niste naredili, klele pod, to se pravi, pod svojo slikco, greste pod check updates in updatate na najnovejšo verzijo. Potem je pa druga stvar, ki jo morate narediti, je pa to, da greste tukaj v svoj profil, bomo šli kar iz tele naše slikce, spet bomo šli v My Profile, na naš profil, v naš Zoom account, torej na web portalu. Zdaj, če ste noter že prijavljeni, boste avtomatsko padali noter, drugače morate pa se še vpisati. Zdaj, najprej nas bo to pripeljalo seveda v profil, ampak tja, kamor želimo iti, so pa settings, ne. To se pravi, tukajle zgor mora biti profile pa poševnica settings in boste tukajle videli, je nova tale, med tlele meeting, recordings in tako naprej, je tukajle na koncu tudi Zoom apps in jih morate najprej vklopiti. To se pravi, velika verjetnost je, da Zoom appsov nimate po defaultu oziroma v osnovi še vklopljenih. In je tudi tako, da v bistvu, če grem jaz zdaj noter v svoj meeting, boste videli, da v bistvu, torej, če nimate vidne tele ikone apps v svojem Zoom accountu oziroma v Zoom meeting oknu, pomeni, da še niste vklopili tegale v settingsih. Ko boste imeli vklopljeno, boste videli tole ikonico. Ok, zdaj pa poglejmo, kako zadeva izgleda, ne. Tukajle med My Apps se vidi, kaj imam jaz že v bistvu nainštalirano. Torej, Mural, Miro in Mentimeter so aplikacije, ki jih imam že nainštalirane. Tukaj pa lahko vidimo, kaj vse, torej na Discover pa lahko vidimo, kaj vse je še možno inštalirati. Pa se bom jaz zdaj tukajle odločila za timer, ki ga še nimam, pa da ga vklopim in bom kar dala tole opcijo Add. Zdaj pa tako, zmeri v bistvu inštalacija poteka na marketplaceu, to se pravi, zmeri nas Zoom odnese na tako imenovan marketplace, kjer bomo v bistvu potem avtorizirali oziroma potrdili, da se strinjamo, da želimo to nainštalirati. In imamo tukaj gumb Authorize oziroma Authorize, ne. Zdaj, če se vam tukaj zgodi, da tega gumba, da ta gumb ni aktiven ali pa da ga ne morete vklopiti, je velika verjetnost, da imate tukaj še en gumb Pre-Approve, ki ga morate vklopiti. Zdaj, jaz sem pač to aplikacijo že prej imela inštalirano, zato tega gumba ni. Pri večini aplikacij bo torej, preden boste lahko vklopili tale gumb Authorize, boste imeli še najprej opcijo Pre-Approve. Potem se pa lahko direktno vrnemo, tukaj nam je sicer da opcijo, da lahko od tam odpremo, ampak se mi lahko direktno vrnemo v naše appse in bomo že videli tamle med My Apps, imamo timer že inštaliran. Zdaj si pa na hitro samo poglejmo, kako tale timer izgleda oziroma kako operirati zdaj s temi zadevami, ne. Timer se nam je zdaj klele, se nam bo odprl v okencu pri kraj in timer je pač en ful majhna aplikacija, ki zavzema samo tale majhen prostorček, kar pomeni, je čisto okej vidno tukajle. Če pa pogledamo recimo primer aplikacije, recimo bomo šli tukajle med My Apps, bomo Mirota odprli. Miro je pa recimo tabla, ki pa zavzema pač več prostora na ekranu, ker pač rabimo večjo površino zapisati, evo, sorry, tole. In v tem primeru pač rabimo pravzaprav večjo površino, ne. Tako da tukajle imate pa opcijo Collapse, kar pomeni, da če bi jo hoteli zmanjšati, zato da boste na večje videli slike, recimo video slike udeležencev, si pa lahko tukajle pomanjšate s tistim Collapse in potem razširite na Expand. Potem imamo pa tukajle še eno opcijo, tukajle so 3 pikice in pod temi 3 pikicami najdemo opcijo Pop Out. To je zelo podobna funkcija, kot imamo tudi pri chatu ali pa pri Participants panelu, da ga lahko ven vržemo, ne. Tako da je to v bistvu okno, ki je posebej, pa potem v bistvu Zoom meeting pa upravljamo posebej. Zdaj, če imate 2 ekrana, je to zelo priročno, ker potem lahko tegale Mirota recimo odnesete na drug ekran, na prvem ekranu imate pa Zoom okno. Drugače ga pa damo zdaj nazaj v Merge to Meeting Window. In pa pod 3 pikicami imamo še eno stvar in sicer Refresh App.
kar pomeni, da kadarkoli se vam karkoli zakvačka, zaštrika, uporabite refresh app in se bo pač na novo naložil. To seveda potem pomeni, da tudi udeležencem, če so noter v tej aplikaciji, bo to zaštrikalo. Zdaj pa dajmo tukaj pogledati, imamo share pa send. Zdaj, nekatere aplikacije delujejo po principu, da je dovolj, da jih samo pokažemo. Primer je timer. Bom jaz sicer naredila eno posebej tutorial oziroma video vodič z timerjem, ampak tukaj že lahko vidimo, da v bistvu timer samo pokažemo, ni treba, udeleženci ne bojo nič sodelovali na njem, nič pisali, kar pomeni, da je dovolj, da samo delimo ekran. To je čisto enaka funkcija kot share window oziroma share screen. Zdaj pri aplikacijah, ki pa zahtevajo pa v bistvu, da naši udeleženci pa sodelujejo, recimo kot je Miro, kjer pa dejansko vpisujejo na tablo, ne, pri teh aplikacijah moramo pa mi zadevo deliti z našimi udeleženci, torej jim moramo pa v bistvu dobesedno poslati, torej ne samo deliti ekran, ampak jim poslati, bom rekla, dovoljenje oziroma zahtevek, da oni sodelujejo, ne. Zdaj, tukaj bom samo odprla eno tablo, tako da boste približno videli, ni zdaj pomembno, kaj se na ekranu dogaja, gre za to, da v bistvu imamo zdaj to tablo odprto in če želim, da kdorkoli od udeležencev sodeluje na ta način, da direktno vpisuje to tablo, in moram dati tale zahtevek send. S tem, da zahtevek lahko pošljem vsem ali pa samo posameznim udeležencem. Ne? Recimo, da so bili v skupini prej delali, pa bojo zdaj samo vodje iz skupin poročali. Lahko izberem seveda, jaz sicer jih tukaj zanimam z listanih, ker nimam nobenega udeleženca noter, ampak bi lahko izbrala samo posamezne udeležence, ki bi dobili dovoljenje, da lahko sodelujejo na taki tabli. Pa jim bom jaz tukaj kar dala send to all in potem, če pogledam, tukaj bom pritisnila na send in potem, če pogledam v chat, se bo tudi videlo dejansko, v bistvu, da so te osebe dobile en poseben zahtevek, da si nainštalirajo to zadevo. Poglejmo zdaj tukaj v chat. Tako, ne, v bistvu so dobile in tukaj imajo pač neki gumb install ali nekaj takega, no, zdaj točno ne vem, skratka pač oni dobijo ta zahtevek, da si to lahko inštalirajo oziroma namestijo pri sebi gor. Zdaj, kar je pomembno, da veste v zvezi s temi kolaborativnimi orodji, ne, to se pravi primer je Miro, Mural in te, kjer udeleženci dejansko vpisujejo, je to, da morajo tudi vaši udeleženci imeti vklopljene Zoom appse. Skratka, če udeleženci želijo sodelovati na tej tabli, morajo imeti vklopljene Zoom appse. Torej, tudi oni morajo torej imeti aplikacijo, svoj uporabniški račun in pa v svojem računu vklopljene Zoom appse na enak način, kot sem na začetku pokazala, da morate vi imeti narejeno, pa seveda posodobljeno aplikacijo. Zdaj, ki je tukaj rata težava, je predvsem v večjih organizacijah. Skratka, če udeleženec dela oziroma če udeleženec prihaja v Zoom preko z računom neke organizacije, je možno, da je ta organizacija nastavila, da je administrator v tej organizaciji izklopil, torej da je nastavil, da oni tega ne morejo niti vklopiti, ne. Seveda iz varnostnih razlogov, ne, seveda pač nekateri ljudje kar prosto po Prešernu nainštaliramo vse, ne, in pač seveda iz varnostnih razlogov potem preprečijo, da bi sploh lahko poslali takle zahtevek našemu udeležencu, da naj sodeluje. Tako da v takem primeru je potrebno, če delate torej z naročnikom, to se pravi, da ste pri enem naročniku, da boste z enim naročnikom, da so vsi udeleženci pri tistem naročniku, je potem fino, da pač imate, da skomunicirate nekako, da vam pač administrator oziroma upravljalec Zooma omogoči to opcijo, to se pravi, da si vsaj začasno lahko inštalirajo te aplikacije. Drugače pa tako, ne, to, če udeleženec nima možnosti nainštalirati aplikacije, še ne pomeni, da on ne more sodelovati, ne. V tem primeru pač on sodeluje na ta način, da mu vi pošljete direkten link, torej neposreden link in pač on dostopa preko zunanjega okna, to se pravi preko browserja oziroma internet brskalnika. Tako da prednost teh aplikacij je predvsem to, da se vse skupaj dogaja znotraj tega okna, to se pravi, da ne pošiljamo udeležencev izven Zooma, ampak
ampak v bistvu so v Zoomu. Tako da Zoom apps morajo imeti vklopljene, če želimo, da te zadeve sploh funkcionirajo. Tako kot sem rekla, pri posameznikih, ki dostopajo noter s svojim lastnim Zoom računom, to ne bo problematično, ker pač imajo to, ker so oni upravitelji oziroma oni administratorji svojega računa. Zna se pa to zgoditi, če prihajajo noter v Zoom uporabniki, ki sicer uporabljajo Zoom račun, ki je ustvarjen znotraj neke večje organizacije. To se takoj vidi, če nekdo uporablja domeno, ki ni zoom.us, ampak ima pri tem kakšno drugo ime neke druge organizacije, še to pomeni, da je pač on del neke druge večje organizacije, in v tistem primeru se zna zgoditi, da imajo zaklenjeno to in je treba v bistvu ali skomunicirati, da se začasno odklene, ali pa, kot sem rekla, v bistvu v tem primeru udeležence povabiti, da na tablah, to se pravi pri kolaborativnih orodjih, da sodelujejo pač tako, kot so do sedaj, to se pravi preko linka, ki jim ga posredujemo posebej. Tako, to je bil tehnični video vodič, kjer sem šla res čez te osnove Zoom appsov. Naj še enkrat opozorim, tole snimam avgusta 2021, ko so Zoom appsi praktično šele prišli ven, tako da mogoče kasnejših, če boste to kdaj kasneje gledali, se lahko stvari majčkeno spremenijo. Drugače pa še enkrat poudarim, samo tehnično orodje je orodje. Skratka, to, kaj mi z njim naredimo, pa kako mi z njim naredimo in tako naprej, je pa tisto, kjer je naša dodana vrednost. Zato vse, ki izvajate mogoče neke spletne izobraževalne delavnice ali pa neka strateška srečanja, skratka neka sodelovalne zadeve v Zoomu, vabim, da si najprej pogledate eno mini spletno predavanje, brezplačno dostopno na edogodek.si, Facilitiraj. Na tej spletni strani je tudi link do nekaterih mojih brezplačnih Zoom delavnic, kjer v bistvu te zadeve tudi sprobamo in preizkusimo v živo, da sploh dobite občutek, zakaj točno gre in kako se to uporablja. Kot rečeno, pa vsa celotna strategija oziroma celoten uspeh takih dogodkov temelji pa na tej, bom rekla, veščini facilitiranja in tej veščini, kako znamo mi te zadeve pripraviti, načrtovati in pa potem facilitirati v online okolju. Tako da lepo povabljeni na edogodek.si / Facilitiraj.